Spoštovani gledalke in gledalci, veseli nas, da ste se nam pridružili na današnjem spletnem seminarju, v katerem se bomo podrobneje posvetili zdravju prostate. Sem Andreja Šalamun, odgovorna urednica revije Viva in današnja moderatorka. Danes pa je z nami tudi gospa Jovana Bekić, specialistka urologinja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Čeprav prostato večinoma omenjamo v povezavi z najslabšo možno diagnozo, rakom, želim poudariti, da vsaka sprememba še ne pomeni raka. Kot bomo slišali tudi danes na predavanju, se s staranjem lahko pojavijo različne težave, med katerimi je pogosto na primer tudi benigno povečanje prostate. To je lahko zelo neprijetno, vendar ne ogroža življenja. Res pa je tudi, da je rak prostate drugi najpogostejši rak pri moških. Na leto jih zboli okoli 1600 in v začetnih fazah večinoma nima posebnih simptomov. A ker je, če je odkrit pravočasno, dobro ozdravljiv, je pomembno, da o njem vemo čim več. V ta namen je v našem uredništvu nastala tudi serija videoposnetkov z naslovom Mala šola raka prostate. Vabim vas, da si posnetke ogledate, najdete jih na naši spletni strani www.viva.si, mislim pa, da boste dobili link tudi spodaj v okence za pogovor. V teh videih strokovnjaki na enostaven način predstavijo, kdo najpogosteje zboli za rakom prostate, kako prepoznati simptome bolezni, zakaj raka te vrste v nekaterih primerih zdravniki samo spremljajo, kako poteka sodobno kirurško, radioterapevtsko in sistemsko zdravljenje. O svojih izkušnjah z boleznijo pa je z nami spregovoril tudi eden od bolnikov. No, veliko informacij o zdravju prostate boste slišali tudi danes, ko bo besedo prevzela strokovnjakinja Jovana Bekić. Ta bo na koncu odgovarjala tudi na vaša vprašanja. Seveda jih lahko zapišete že v času njenega predavanja in sicer spodaj v okence za pogovor, označeno kot chat. Webinar, ki ga snemamo, posnetek boste dobili po elektronski pošti, je v postopku pridobivanja licenčnih točk na zbornici Zvezi. Točke pri zbornici vam uredimo mi, na zbornici pa imajo potem 60 dni časa, da vam te točke pripišejo, torej 60 dni, približno 2 meseca. Kot zdaj najbrž že veste, podatkov za pridobitev točk ne sprejemamo več preko elektronske pošte, ampak se morate prijaviti ob vstopu v webinar in sicer v orodju Zoom. Ko izpolnite zahtevane podatke, Zoom generira posebno povezavo za vstop v webinar, na katero kliknete in se nam pridružite. Seveda mi ni treba dodatno poudariti, da morajo biti podatki o prijavi točni, sicer točk ne boste dobili. Če ste mogoče danes kako drugače prišli v webinar, svetujem, da se odjavite in znova prijavite na način, ki sem ga opisala. Pošiljanje podatkov za pridobitev licenčnih točk po elektronski pošti namreč ni več mogoče in prav tako ni mogoče tega urejati za nazaj. Prosim vas še, da se v vprašanjih, ki jih boste zastavili predavateljici, izogibate navedbi imen zdravil. Za podrobnejše informacije o tem je najbolje, da se obrnete na svojega zdravnika. Naša predavateljica namreč zaradi stroge zakonodaje ne sme odgovarjati. No, zdaj pa je čas, da prisluhnemo, kaj ima povedati gospa Bekić. Gospa Bekić, izvolite, prevzemite besedo. Dober večer, pozdravljeni še v mojem imenu. Sem Jovana Bekić, tako kot je gospa Šalamun že povedala, specialistka urologinja v Kliničnem centru Ljubljana. In bom danes nekaj povedala o prostati, ne samo o raku prostate, ampak tudi o benigni hiperplaziji. Tako da se mi zdi, da bo zanimivo predavanje tudi za tiste, ki imajo neke težave, ne samo za tiste, ki so v skrbeh, da bodo zboleli z rakom. Tako da, ne vem, kar začnemo mogoče najboljš. Takole, samo da pričnem z deljenjem zaslona. Ne vem, a zdaj že vidite moj zaslon? Ne vidimo vašega zaslona.
Gospa Bikič je pripravila res zanimivo prezentacijo, jaz sem jo videla, tako da vam lahko povem iz prve roke, zelo koristne in uporabne informacije bomo dobili. No, zdaj pa vas zaslon že vidimo. Evo, super. Tako da, evo, današnje predavanje je zdravje prostate, kako prepoznati in preprečiti težave. Torej, če začnemo kar od začetka, kaj sploh prostata je. Prostata je žleza v moškem telesu, oblike in velikosti oreha. A je tole moteče? Ne, vidite, čisto v redu. Prostata se nahaja tik pod sečnim mehurjem, pred danko, obdaja sečnico, sečnica je pa pot, ki pelje iz sečnega mehurja urin navzven. Torej, v tistem začetnem delu poti urina iz sečnega mehurja prostata čisto tesno obkroža sečnica in zato lahko povzroča težave z odvajanjem urina. Pomembno je tudi, da se nahaja tik pred danko in bomo malo kasneje o tem tudi govorili, zaradi samega pregleda prostate. Moški, ki so bili kdaj pri urologu, zelo dobro poznajo, kako ta pregled izgleda, bom pa še malo kasneje na slikicah pokazala. Prostata ima svojo vlogo v proizvodnji semenske tekočine, vzdrževanju optimalnih pogojev za spermije, tako da je nekako žleza, ki pomaga pri reprodukciji. Če gremo naprej, benigno povečanje prostate. Že samo ime pove, da je to benigna bolezen, torej to je neka tako rekoč nenevarna bolezen, ne rakasto povečanje prostate, ki lahko povzroča težave pri odvajanju vode. To ne pomeni še, da imajo vsi moški s povečano prostato tudi težave. Prostata lahko raste na ta način, da se boči proti sami sečnici in ovira odtok urina, lahko raste pa tudi navzven, rečemo, in preprosto zaradi svoje velikosti ne povzroča nobenih težav, ker poišče prostor, ki je drugje. Tako da sama velikost prostate slabo korelira s stopnjo težav in če se kdaj zgodi, da pacient gre na nek ultrazvok trebuha, kjer ugotovijo minimalno povečano prostato, pa pol povečano prostato in se navedejo mililitri velikosti te prostate, to še ne pomeni, da je to konec, takoj terapija, operacija in tako naprej, ampak je pač treba vedno ovrednotiti tudi, kaj to pomeni za določenega pacienta. Na tej slikci se zelo dobro vidi to, kar sem prej povedala, torej sečni mehur in začetni del sečnice ter prostata, ki se nahaja okrog sečnice, in na tej sliki desno se vidi povečana prostata, ki je v bistvu že zelo moteča za ta sečni mehur, torej pritiska na sečnico, boči se noter in ovira odtok urina. Med pogoste simptome benignega povečanja prostate sodijo težave pri začetku uriniranja, slab ali prekinjen pretok urina, občutek nepopolno izpraznjenega sečnega mehurja, nujni pozivi na stranišče, pogosto uriniranje, nočno uriniranje, torej cel spekter težav z odvajanjem vode, in tlele je zelo pomembno ovrednotiti, katera težava je za pacienta najbolj moteča. Benigno povečanje prostate lahko pomembno vpliva na kvaliteto življenja, tudi če to ni bolezen, ki bo napredovala, ki bo zasevala in ki bo peljala v smrt, je v resnici to bolezen, ki je zelo pomembna za moške in je zelo, zelo moteča na vsakdanjem življenju. Moški morajo načrtovati obisk stranišča, preprosti opravki, kot so obisk trgovine, igranje z vnuki, postanejo zelo problematični, ker morajo zelo natančno planirati, razmišljati, kje je najbližje stranišče, kaj naj naredim, če mi bo urin uhajal, če grejo na daljšo pot, študirajo, kje je najbližja bencinska črpalka, da se bo lahko ustavil in tako naprej. Torej, to je zelo, zelo moteča bolezen za moške. S staranjem se prostata povečuje zaradi hormonskih sprememb v telesu, tako da če pogledamo populacijo 30-letnikov, bodo vsi imeli prostate normalne velikosti, če pogledamo pa 80-letnike, bodo pa skoraj vsi imeli že povečano prostato, vsaj do neke mere. Diagnozo benignega povečanja prostate postavimo s pomočjo pogovora z bolnikom,
natančno ga vprašamo, kaj je zanj moteče. Ali je to občutek nepopolno izpraznjenega mehurja, je to nočno zbujanje, ali mu urin zastaja, ali urin uhaja in tako naprej. Pomagamo si tudi z vprašalniki, ki nam v resnici pomagajo tudi pri postavitvi diagnoze, ampak tudi pri kasnejšem spremljanju, tako da s temi vprašalniki ovrednotimo neko izhodiščno stanje, potem ali se je kaj spremenilo čez pol leta, čez 2 leti in tako naprej. Opravimo tudi fizični pregled, ta vključuje pregled seveda trebuha, ko potipamo tudi, ali je mehur mogoče že na otip povečan, se napolnjen z urinom, in digitorektalni pregled. To je tisto, kar sem prej omenila, torej s prstom potipamo skozi danko, to traja nekaj sekund, tako da ni tako moteče, kot se mogoče sliši ob sami omembi te preiskovalne metode, nam pa pove veliko podatkov. Pove nam, ali je prostata že na otip povečana, kar ni nujno vedno tipno, tako kot sem rekla, poznamo različne oblike, načine rasti prostate, tako da včasih niti ne zatipamo neko ogromno železo od zadaj. Nam pa pomaga tudi pri detekciji raka prostate, o tem bom pa malo kasneje govorila. Tako da nekako digitorektalni pregled prostate je še vedno nek zlat standard. Pomagamo si še z laboratorijskimi preiskavami. PSA je en marker iz krvi, ki nam pomaga pri odkritju raka prostate. Včasih nam tudi malo kaže nam velikost oziroma če je vrednost nekoliko povišana in izključimo raka, lahko sklepamo, da bo ta prostata še rasla, da se bodo težave stopnjevale. PSA ne jemljemo vedno, in to bom tudi malo kasneje bolj podrobno razložila, zakaj ne. Včasih pogledamo tudi ledvično funkcijo, ker, tako kot sem rekla, prostata lahko zapira odtok urina iz sečnega mehurja in na ta način se ta urin zadržuje v sečnem mehurju, ledvice lahko že trpijo in takrat moramo nujno razbremeniti ta mehur, ki se matra, in vstavimo urinski kateter ali pa kakšne druge metode razbremenitve. Dodatno si pomagamo še z ultrazvočno preiskavo, ki jo lahko opravimo, mi rečemo transabdominalno skozi trebuh ali pa transrektalno od zadaj, z vstavitvijo sonde od zadaj. Potem so pa še bolj invazivne metode, kot so uretrocistoskopija, urodinamske preiskave. To so pa pol že metode, ki se jih poslužujemo, ko nekako cela ta diagnostična pot pelje v to, da gremo tudi težave s prostato reševati na bolj invazivne načine. Torej, ni nujno vedno to opraviti čisto na začetku. Pri benignem povečanju je pomembna dobra diagnostika, torej moramo prav zares biti prepričani, da je problem v prostati. In to je včasih težko, saj tudi kakšne druge bolezni, kot so nevrološka obolenja, povzročajo podobne težave. Tako da ni vedno vzrok za slabo oziroma oteženo odvajanje urina sama prostata. Zato svetujemo obisk zdravnika, zato svetujemo, da vedno natančno opredelite vaše težave, vedno spodbujamo pacienta, da nam tako, mogoče se včasih malo hecno sliši, ampak res vprašamo, ali težko začnete z uriniranjem, a imate občutek, da vam zastaja urin v mehurju, kakšen je curek, pol se pacientom včasih zdi že malo čudno, zakaj tako natančno sprašujemo, ampak to so vse pomembne vprašanja, ki nam pomagajo priti do diagnoze. Pri zdravljenju je pa vse odvisno od v bistvu same stopnje težav. Pri pacientih, ki imajo neke blage težave, ki niso tako moteče, svetujemo opazovanje, spremembo življenjskega sloga, torej kakšne 4 ure pred spanjem odsvetujemo uživanje tekočin, vode, odsvetujemo uživanje kofeina ali pa alkoholnih pijač v večernih urah, torej ista količina tekočin se spije tekom dneva, samo mogoče majčkeno prej zaključimo s tem. Potem, če to ni zadosti, se poslužujemo zdravil. Pri zdravilih imamo pa kar nekaj skupin teh zdravil in glede na to, kateri simptomi so v ospredju, se odločimo
za uvedbo terapije. Zdravila lahko kombiniramo med seboj, ni neke čudežne tablete, ki bo odpravila vse težave. Včasih se kar namatramo, da dobimo tudi pravo kombinacijo zdravil. Ena zdravila so taka, da so praktično brez stranskih učinkov, medtem ko druga vseeno imajo neke stranske učinke oziroma jih bolniki slabo prenašajo. Tako da načeloma, ko uvedemo zdravila, naredimo še en kontrolni pregled čez pol leta in se ponovno pogovorimo s pacientom. Mogoče je tlele tudi pomembno povedati, da med temi zdravili imamo tudi taka, ki rabijo 6 mesecev, da se učinek opazi, in zato je pomembno tudi to pacientu odkrito povedati ob uvedbi terapije. Pač razloži se, da ne bo učinek takojšnji, da ne bo čez en teden lulal, tako kot je lulal 10 let nazaj, ampak pač, da je treba biti potrpežljiv in da se počasi pač počaka na rezultat. Nato so še kirurški posegi, ki se jih lahko poslužujemo, in tle pa cel spekter kirurških posegov. Od minimalno invazivnih do takih orang, odprtih operativnih posegov. Tlele je pa spet pomembna diagnostika, velikost prostate, kaj sploh imamo na voljo. Nekako v Sloveniji zaenkrat v državnih ustanovah imamo samo tiste najbolj osnovne, tako bi rekla, dostopni so samo najbolj osnovne metode zdravljenja benignega povečanja prostate. Tam pač se to seveda tudi spreminja s časoma, tako da smo v koraku s svetom. Pri minimalno invazivnih je ponavadi tako, da so pacienti en dan v bolnici, potem imajo par dni urinski kateter. Seveda včasih je potrebno prostato prav odstraniti, skoraj v celoti, bom rekla, ker to ni ista operacija kot pri raku prostate. Tlele v bistvu samo prostato samo odstranimo, ampak pot oziroma ta sečnica ostane neprekinjena in je to bistveno manjša travma za celo to tkivo, kakor je operacija pri raku prostate. Pomembno je zavedati se vseh teh možnih zapletov zdravljenja. Torej, nobeno zdravljenje ni brez posledic, tako da vedno se pogovorimo o pričakovanjih, vedno se pogovorimo o možnih zapletih. Pri operativnih posegih se najbolj bojimo vnetij, do katerih vedno lahko pride. Bojimo se krvavitve. Velikokrat je potrebno ustaviti urinski kateter vsaj za par dni po nekem posegu, zato da se nekako ta pot vzdržuje odprta. Tako da zdaj, če malo povzamem, benigno povečanje prostate je bolezen, ki ni rak. Velika prostata še ne pomeni velike težave. Je pa bolezen, ki lahko zelo moti posameznika in jo moramo tudi resno vzeti. Bom pa zdaj kar nadaljevala, pa gremo kar na raka prostate. Zdaj tlele je pa zgodba malo drugačna. Rak prostate je maligna bolezen, pri kateri pravočasno odkritje vpliva na izhod zdravljenja. Torej, če bolezen odkrijemo v nekih zgodnjih fazah, pričakujemo, da bo izhod boljši. Včasih pa srečamo tudi bolnike, ki pridejo z že zelo razsejano boleznijo in smo takrat tudi malo omejeni, kar se tiče zdravljenja. Potek same bolezni je odvisen od lastnosti posameznika. Ali je to nek 50-letni moški, ali je to moški star 85 let. Kako izgleda v bistvu njegova histološka slika. Eni raki prostate so, mi rečemo, tudi klinično tihi, klinično nepomembni, torej taki, da jih slučajno najdemo in se v resnici sploh ne bi niti razširili naprej, tudi če jih ne zdravimo. Eni so pa spet zelo agresivni in moramo ukrepati takoj. Odvisno je seveda tudi od razširjenosti bolezni. Vedno je potrebno diagnostiko in zdravljenje prilagoditi posamezniku. Tako da tlele se mi zdi to zelo pomembno poudariti, da ni vedno enak recept za zdravljenje raka prostate. To bom mogoče še večkrat poudarila tekom tega predavanja. Torej,
vedno pogledamo pacienta, njegove osnovne bolezni, njegovo osnovno splošno stanje, stopnjo razširjenosti bolezni, njegove želje, fizično zmogljivost, podtip raka in se nato naprej odločamo, kako bomo ukrepali. Zdaj, breme raka prostate je ogromno v Sloveniji in v svetu. To je drugi najpogostejši rak pri moških, s tem, da je prvi v resnici nemelanomski kožni rak, tega vemo, da je ogromno. Tako da v Sloveniji letno zboli približno 1600 moških, ki so povprečno stari 66 let. Letno umre 400 moških, ki so povprečno stari 77 let. In med nami živi približno 16 000 ljudi v Sloveniji z diagnozo raka prostate. Tako da nekako, ko povem, da letno zboli 1600, pa da letno umre 400, to zveni grozno, ampak v resnici, če se zavedamo, da 16 000 ljudi živi med nami in od teh umre 400 ljudi letno, je vseeno mogoče, se vseeno sliši mogoče malo bolj optimistično. 5-letno preživetje je 93% v Sloveniji. Tlele smo malo za Evropo, torej imamo malo slabše povprečje kakor druge evropske države, ampak vseeno je to zelo dobro preživetje. Tako da, ko se srečamo s pacientom in mu povemo, da ima raka prostate, v povprečju ima gospod še 93% šanso, da bo živ čez 5 let, kar je v resnici kar dobro, a ne. Tako da, zdaj, če gremo na dejavnike tveganja, tlele so na prvem mestu starost, se pravi, možnost za raka za pač pojav raka prostate se povečuje s starostjo, tako da starejši, ko so moški, pač večjo šanso imajo, da zbolijo z rakom prostate. Nato etnična pripadnost, Afričani imajo višjo možnost za raka prostate, pa družinska obremenitev, BRCA pozitivni, sploh BRCA2, mogoče se vam zdi ta BRCA mutacija znana zaradi raka dojke in jajčnikov, potem še sindrom Lynch in tako naprej. Ne bi vas zdaj obremenjevala s temi sindromi. Pomembno je, da če ima moški v družini očeta, strica, brata, ki je imel raka prostate, sploh če so bili ti ljudje zelo mladi, ko so dobili diagnozo raka prostate, in če so umrli mladi zaradi raka prostate, spodbujamo pacienta, da se tudi v bistvu sam aktivira in sam obišče svojega zdravnika ter pač pove, veste, jaz imam v družini brata in strica, oba sta umrla pri 65 zaradi raka prostate, zdaj me pa skrbi, ker tako, ko bom zdaj naprej malo razložila, ni nič hudega v tem diagnostičnem postopku in je boljše čim prej izvedeti za to diagnozo. Zdaj, tlele sem jaz dala kar eno slikco iz prav teh evropskih smernic za obravnavo raka prostate, kjer je poudarjeno, da pri bolnikih, ki imajo pričakovano življenjsko dobo manj kot 15 let, v bistvu niti ne iščemo aktivno raka prostate. Mi se še vedno nekako držimo teh 10 let. Če mislimo, da bo človek zaradi svojih osnovnih bolezni živel manj kot 10 let in nima čisto nobenih težav, ki bi kazale na prisotnost raka prostate, ga v bistvu ne gremo niti aktivno iskati. Zato, ker je to še vedno v večini ne tako agresivna bolezen in je tveganje, da bo pacient umrl zaradi kakšne druge bolezni, veliko večje kot zaradi tega raka prostate, in ga v bistvu niti ne izpostavljamo potem vsem tem diagnostičnim postopkom in vsem tem procesom zdravljenja. Zdaj, tisto zgodnje iskanje raka prostate velja za moške, starejše od 50 let, za tiste, ki imajo v družinski anamnezi raka prostate že pri 45 začnemo, za Afričane v bistvu isto 45 let in višje, in za tiste, ki imajo znano družinsko obremenitev z BRCA genom, pa začnemo že pri 40. Tako da pričnemo pa z iskanjem raka na ta način, da odvzamemo kri za PSA.
to bom pa še malo kasneje razložila, kaj to točno pomeni. Če pa gremo zdaj na zelo eno tako zanimivo vprašanje oziroma temo, preprečevanje raka prostate. Kaj lahko naredim, da raka preprečim? V resnici je na to temo narejeno ogromno študij, objavljeno ogromno člankov, ampak nekako je končni sklep to, da še vedno ne vemo. Nekega jasnega recepta ni. Recimo, če pogledamo debelost, pri debelih ljudeh imamo manj tega nizkorizičnega raka. Hkrati imamo pa več visokorizičnega raka. Tako da zdaj, a se splača biti prekomerno prehranjen ali ne, najbrž ne, ker to zelo slabo vpliva na splošno kondicijo. Potem so pa še, na primer, soja, manjši riziko za raka prostate, hkrati imajo pa več napredovalih oblik raka prostate. Zelo so vse te stvari še v nekih fazah raziskovanja, v resnici prav nekega jasnega recepta, kaj lahko naredim, da se izognem pojavu raka prostate, še nimamo. Svetujemo v vsakem primeru zdrav življenjski slog, fizično aktivnost, skrb za fizično in mentalno zdravje, ker tudi pol v primeru, da se rak prostate pojavi, to zelo vpliva na samo zdravljenje. Simptomi raka prostate so pa za razliko od benignega povečanja v bistvu tihi. Rak prostate v obliki, v kateri mi srečamo večino pacientov, v tej neki začetni lokalizirani obliki bolezni, pacienti pridejo brez težav, čisto brez kakršnihkoli simptomov. Simptomi se lahko pojavijo v nekih napredovalih fazah. Včasih vidimo paciente, ki imajo tudi težave z odvajanjem urina, imajo slabši curek, pogosto uriniranje, včasih se pojavi kri na vodi, vendar to ni pravilo, Praviloma imajo pacienti z rakom prostate, nimajo nič simptomov. Simptomi razširjene bolezni so v bistvu bolečina v kosteh, v mišicah, izguba telesne teže, utrujenost, v resnici taki zelo nespecifični simptomi, ki jih velikokrat kar pripišemo starejšim ljudem. Saj je star, zato ga vse boli, zato ga kosti bolijo. Mogoče vseeno, če kdaj vidimo kakšnega dedija, ki je bil prej zelo aktiven, zdaj pa kar naenkrat nič ne more, ne more niti hoditi, pa skozi kar naenkrat začne jamrati, pa vseeno bi bilo fajn mogoče biti pozoren in ga vseeno napotiti k zdravniku zaradi nekih na novo nastalih težav. Torej, če nimamo nobenih znakov bolezni, pacient se počuti super, živi normalno, star je recimo 60 let, kako sploh odkrijemo raka prostate? To je uganka in velik problem in zato imamo v Sloveniji tudi mogoče malo slabše rezultate, bom rekla, kot kje drugje po Evropi, ker pacienti morajo na tej točki v bistvu sami iti do zdravnika. Se pravi, moški, starejši od 50 let, naj bi šli do svojega osebnega zdravnika, kjer bodo dali vzorec krvi za PSA. PSA je v bistvu en marker specifičen za prostato in ga odvzamemo iz krvi. Na podlagi tega se naprej odločamo za nadaljnjo diagnostiko. Fajn je opraviti tudi digitorektalni pregled. Tega sem omenjala prej pri benignem povečanju prostate, torej skozi danko od zadaj potipamo prostato in v kolikor se nam zdi karkoli nenavadnega oziroma takega, da je sumljivo za raka, ukrepamo naprej. Tudi če je vrednost PSA nizka, se vseeno odločimo za nadaljnjo diagnostiko. Saj v začetnih fazah ni nujno, da je PSA povišan. Suspekten pregled pomeni, da zatipamo neko zatrdlino na prostati. Dodatno si pomagamo z magnetno resonanco, to je zdaj v bistvu kar standard pri diagnostiki raka prostate, torej opravi se slikanje zelo natančno, ker radiologi tudi zelo natančno pogledajo prostato, opredelijo njeno velikost in pogledajo vse te neke različne cone, katerih ne bom zdaj razlagala,
in povejo, ali se jim zdi, da je kakšna sprememba suspektna za raka. Tule imamo tudi neke različne klasifikacije. Ene spremembe so bolj sumljive, ene so manj sumljive. V vsakem primeru je potrebno tudi zelo dobro sodelovati z radiologi, ki nam bodo podali natančno oceno. Magnet prostate je zdaj v bistvu postal tudi precej dostopen, tako da nekako pacient gre v bistvu do osebnega zdravnika. Zdaj, če malo povzamem to pot, gre do osebnega zdravnika, da kri za PSA, PSA je recimo malo povišan, dobi napotnico za urologa. Fajn je, da se naredi še ena kontrola te meritve, preden pridejo na pregled k nam, recimo to traja nekaj tednov, a ne. Urolog potipa prostato in se na podlagi vrednosti PSA in digitorektalnega pregleda odloči še za magnetno resonanco. Izdamo napotnico in ko prejmemo izvid tega slikanja prostate, nekako sestavimo celo sliko. Če imamo sum na raka prostate, izvedemo biopsijo. Biopsija prostate je v bistvu invaziven poseg, kar pomeni, da segamo v človeško telo, poteka v lokalni anesteziji, izvajamo ga transrektalno ali pa transperinalno, torej sonda gre bodisi skozi rektum ali presredek, bom rekla, in vzamemo vzorčke z eno tako iglo, vzamemo vzorčke iz same prostate. Če imamo kako, rečemo, lezijo, ki je sumljiva za raka, vzamemo prav posebej iz te, potem še iz celotne prostate. Če ni nič takega konkretnega suspektnega, nas pa še vedno skrbi, da gre za rakavo bolezen, pa vzamemo samo sistemsko, se pravi po tej neki shemi, vzorce iz celotne prostate. Potem, ko dobimo izvid, se naprej odločamo o zdravljenju. Zdaj, letos je veliko govora o presajalnem programu in nekako upamo, da se bo tako kot zelo dobro funkcionirajo Zora, Dora in Svit, da bomo tudi za prostato na eni točki dosegli to, da lahko upravljamo redne presajalne programe znotraj države. Je pa problem presajalnih programov to, da če vključimo čisto vse moške, lahko odkrijemo neke, tako kot sem prej rekla, klinično nepomembne rake prostate. Torej, zelo pomembno je določiti, pri komu bomo iskali raka in kaj je cilj tega našega iskanja. S presajalnim programom želimo poiskati tiste bolnike, ki bodo imeli korist od tega, da se jim bolezen odkrije. To so večinoma mlajši bolniki z bolj agresivno obliko bolezni. Zdaj, da bi kar biopsijo vsem delali, seveda ne pride v poštev, tako kot sem rekla, je to invaziven poseg, tako da se nekako zdaj dela na tem, da se v resnici naredi en zelo dober plan, koga povabiti in na kakšen način natančno pogledati vse te parametre, zato da ne pridobimo preveč diagnoz nekih rakastih bolezni, ki bodo samo v breme bolniku, ne bo pa to bolezen, ki ga bo ogrožala naprej. Zdaj takole tale PSA, kot sem prej rekla, je specifičen za organ, specifičen za prostato, ne pa za bolezen. PSA se vzame iz krvi in potem dobimo ponavadi znotraj enega ali 2 dneh izvid in vidimo, da je recimo vrednost povišana. To še vedno ne pomeni, da ima bolnik raka prostate in še ni to razlog za neko paniko in za naprej skrb, to je sigurno rak. PSA je lahko povišan pri vnetju spodnjih sečil, po fizični aktivnosti, sploh po kakšnem daljšem kolesarjenju, po spolnem odnosu, po predhodni vstavitvi urinskega katetra, cistoskopiji. Zdaj, to se sliši zelo logično, ne, vsakič, ko nekaj manipuliramo s prostato, se vrednost poviša. Ampak včasih pa ljudje kar malo pozabijo, ne, saj sem res veliko kolesaril včeraj, pa saj je res mogoče zato visoka vrednost. Zato je fajn, da meritev ponovimo, sploh pri vrednostih nekako meja vedno te 3 nanograme na mililiter, a ne, in pol k nam pridejo pacienti kdaj tudi zelo blazno zaskrbljeni, ko imajo vrednost 3,1, čisto zaskrbljeni, to je sigurno rak ali imam raka. Vrednost 3,1 še ne pomeni nič, pomembno je opraviti še digitorektalni pregled, torej ali zatipamo kaj sumljivega,
in ponavadi meritev ponovimo čez nekaj tednov. Takrat bolniku še enkrat razložimo, da je pomembno, da ni imel v zadnjem obdobju kako vnetje sečil, torej nič pekočega odvajanja urina, da ni imel kakšne težje napore, da ni bila izvedena recimo preprosta operacija kakšne kile, pri kateri je bil vstavljen urinski kateter, pa pol čez 2 dni zmerijo PSA in je seveda povišana, ne, zaradi same manipulacije. Torej, meritev ob teh, rečemo, relativno nizkih vrednostih, med 3 in 10, ponovimo, če ne zatipamo nič na prostati. Dodatno si lahko pomagamo s kalkulatorji, to so ena taka diagnostična orodja, bom rekla, pri katerih gledamo podvojitveni čas PSA, gostoto, razmerje med prostim in celokupnim. To so pa že stvari, ki jih v bistvu urologi obvladamo, in je brez veze, da se to bolniki sami s tem obremenjujejo, saj je ogromno nekih podatkov, ki jih moramo obvladati, preden razumemo, kaj te kalkulatorji pomenijo. Tlele sem dala še eno tabelico, ki malo pove, kak je riziko za raka prostate ob določenih vrednostih PSA. Torej, če je vrednost PSA zelo nizka, ne, tlele vidimo od 0 do 1, recimo riziko je 6%, 10%, tlele desno je pa riziko za pomembnega raka prostate, za takega raka prostate, ki bi ga mi zdravili, a ne. In se mi zdi, da se je tlele zelo pomembno fokusirati na tisto desno stran tabele, a ne. Tako da tudi, če je vrednost PSA okrog 3, je vrednost je riziko za tveganje za nekega pomembnega raka prostate okrog 5-6%. To je še vedno zelo nizko tveganje, a ne. Zdaj, teh 20%, ja, seveda, lahko je to pacient, ki ima raka prostate, ampak ali ga bomo mi zdravili, ali bomo samo bolnika obremenili s tem, da pač ve, da ima raka in se bo samo skozi o tem razmišljal, se bo skozi sekiral, začel bo sam brskati po spletu rak prostate, potem je zelo težko izluščiti, v kateri skupini si in kaj to zate kot posameznika pomeni. Zdaj, pri diagnostiki, tako kot sem prej rekla, jim opravimo magnetno slikanje pred biopsijo prostate, lahko ga pa opravljamo tudi kasneje v sklopu sledenja bolezni. Potem si pa pomagamo še z dodatnim slikanjem, torej ko že imamo diagnozo raka prostate in ko se bojimo, da je ta rak prostate že razsejan, torej da so že prisotni zasevki drugje po telesu, opravimo tako imenovane zamejitvene preiskave, torej preiskave, ki nam povejo, koliko je pač bolezen razširjena. To so večinoma še vedno nekako standardne CT prsnega koša in trebuha in scintigrafija skeleta. Nato so pa še neke bolj sodobne metode, PET-CT, magnet celotnega telesa in tako naprej. To so preiskave, na katere bolnika napoti urolog, potem ko že sumi na razsejano bolezen oziroma ko je histološka slika taka, da preden začnemo pacienta zdraviti, opravimo še to slikanje. Tako da tlele je v bistvu nekako na mestu, da urolog indicira pač te preiskave. Na hitro bom tako zelo preprosto v bistvu razdelila raka prostate na več skupin. Nekako v grobem ga razdelimo na lokaliziran rak prostate, lokalno napredovali in razsejan rak prostate. Zdaj, lokaliziran rak prostate je lahko nizkorizičen, srednjerizičen in visokorizičen. Pri visokorizičnem je v bistvu tudi ta lokalno napredovali. To klasifikacijo v bistvu naredimo na podlagi tega, koliko šanse ima v bistvu ta rak prostate za neko ponovitev po lokalni terapiji oziroma za pač napredovanje bolezni. Odločimo se, v katero skupino sodi bolnik, glede na nivo PSA, glede na te histološke značilnosti in glede na slikovno diagnostiko oziroma razširjenost bolezni. Razsejan rak prostate je v bistvu bolezen, ki ima že prisotne metastaze, lahko je hormonsko občutljiv, kar so vsi v začetku, ali pa na kastracijo odporen. To bom malo kasneje še razložila.
Zdaj, kako se lotiti zdravljenja? Tako kot sem prej rekla, vedno je to stvar dogovora med zdravnikom in bolnikom. Vedno se pogovorimo o stadiju bolezni, torej ne samo o tem, kar sem prej rekla, je to lokaliziran, lokalno napredovali oziroma razsejan, ampak tudi znotraj tega lokaliziranega, a gre za zelo nizko rizično skupino bolezni, za visoko rizično, tako v resnici nas zanima, ali je ta rak zelo agresiven ali ni. Splošno stanje bolnika seveda najbolj vpliva, potem so pa še želje in pričakovanja. Zapleti zdravljenja so prisotni pri čisto vsaki obliki zdravljenja. Bolezen je taka, da jo moramo odstraniti in pač vsako zdravljenje ima svoje posledice. Tlele je zelo, zelo pomembno, da mi kot zdravniki razložimo, kaj je prednost neke vrste zdravljenja in kaj so pa pomanjkljivosti, in da tudi pacient pove, kaj mu najbolj pomeni. Zdaj, če kar tlele pogledamo, tlele sem kar pustila malo eno tako prosojnico, na kateri se mogoče dogaja preveč stvari, ampak samo želela sem poudariti, da vse te kratice, ki jih vidite na desni polovici strani, active surveillance, AS, radikalna prostatektomija, limfadenektomija, radioterapija, dodatki sistemske terapije, da mi v resnici za lokaliziranega raka prostate že vidimo, da imamo tako veliko opcij zdravljenja, da to ni kar preprosta rešitev. Rak je lokaliziran, srednje rizičen, naredili bomo to. Ampak vedno je to neka odločitev med različnimi načini zdravljenja. Pri lokalno napredovalem imamo ponavadi multimodalno zdravljenje, torej se že v osnovi odločamo za neko kombinacijo več različnih vrst zdravljenja. Potem imamo metastatski hormonsko občutljiv rak prostate, tlele se uvede vedno hormonska blokada, potem lahko dodajamo še druge vrste terapije in potem imamo pa v bistvu tisto najhujšo stopnjo, metastatski, torej razsejan, na kastracijo odporen rak prostate. Tlele moramo pa terapijo že malo intenzificirati. Jaz vam zdaj, pomembno je tudi paciente predstaviti na multidisciplinarnem sestanku. Saj gre za bolezen, ki jo ne zdravimo samo urologi, ampak tudi radioterapevti, onkologi, internisti onkologi, radiologi nam pomagajo pri natančnem določanju stadija bolezni, potem so specialisti nuklearne medicine, ki uvajajo ene vrste sodobnih zdravljenj, tako da tlele je zelo pomembno, da sodelujemo kot tim in da predstavimo pacienta na tem multidisciplinarnem sestanku. To imamo zelo dobro organizirano na Onkološkem inštitutu. Sestanemo se v bistvu vsi teli našteti ljudje tlele na desni strani in tudi če pacient ni fizično prisoten na sestanku, se v bistvu pogleda celotna dokumentacija, urolog oziroma internist onkolog ali pa kdorkoli pač predstavlja pacienta na tem sestanku, natančno opiše stanje pacienta, histološko sliko, vse to, kar nas zanima, in se nato dogovorimo o najboljši možni terapiji za naprej. Tem sestankom mi rečemo kar konzilij in potem pacientom razložimo o sklepu konzilija, boste naknadno obveščeni, potem to traja nekaj tednov, da dobijo odgovor. Zdaj bom malo preletela te načine zdravljenja in kot najmanj agresivna oblika zdravljenja je v bistvu aktivno opazovanje. To že samo ime dosti pove. Pacientov ne zdravimo na ta način, da jih pač operiramo oziroma damo zdravila, ampak jih spremljamo. Spremljamo po vnaprej določenem protokolu. Kandidati so bolniki z pričakovano življenjsko dobo več kot 10 let, torej taki zdravi ljudje, fit, ki imajo nizkorizičnega raka, ki jih trenutno ne ogroža. Moramo pa razložiti tem bolnikom, da ja, res je, da imajo raka prostate, ampak da je tak zaenkrat nevaren, da morajo dobro sodelovati pri spremljanju, da moramo redno gledati PSA, da moramo na vsake par obdobij ponoviti biopsijo prostate, včasih ponovimo tudi magnetno resonanco, opravljamo ponovne digitorektalne preglede. Torej,
zavedamo se in mi in bolnik, da je rak prisoten, vendar smo se zaenkrat še odločili, da ga ne zdravimo aktivno, torej da še ne izvedemo operacije ali pa obsevanja. Zakaj je to dobro, ne? Saj, če ima človek raka, ga lahko tudi odstranimo, ne? Tlele v bistvu želimo ohraniti dobro kvaliteto življenja in se izogniti stranskim učinkom. Zdaj, če gremo kar naprej, nadzorovano sledenje je pa še ena metoda zdravljenja, ki ni enaka kot aktivno opazovanje. Aktivno opazovanje pomeni, da bomo mi ves čas pacienta po vnaprej določenem protokolu spremljali in skozi smo pozorni, ali se je karkoli spremenilo, in če se karkoli spremeni, oziroma če se pacient odloči, zdaj bi pa bil operiran, pač to lahko spremenimo. Pri nadzorovanem sledenju vključimo kandidate, ki so bolj krhki, ki imajo pričakovano življenjsko dobo manj kot 10 let, lahko so v katerikoli skupini tveganja, torej ni nujno, da so nizkorizični, lahko imajo tudi neko bolj agresivno obliko bolezni, ampak so preprosto tako krhki, da jim hočemo se izogniti stranskim učinkom. Ne želimo jim povzročiti še več težav za ta čas, ko bodo še lahko čisto normalno živeli, in v bistvu ukrepamo šele takrat, ko se pojavijo kliničnost, torej ko mi vidimo, da ima pacient bolečine v kosteh, da res zelo peša, da ima kakšne druge težave, takrat se odločamo ukrepati, ker pred tem naredimo več škode kot koristi. Zdaj par besed o kirurgiji, torej lokalno omejene oblike raka prostate zdravimo s kirurgijo. To pomeni, da radikalno odstranimo prostato, in to je tisto, kar sem prej rekla, da ni ista operacija, kot je pri benignem povečanju. Torej, prostato odrežemo v celoti, skupaj z njeno kapsulo in tkivi, ki jo obkrožajo. To pomeni, da moramo narediti novo povezavo med mehurjem in sečnico. Če se spomnite tiste slikce, pa tlele se tudi dobro vidi, torej ta del, kjer je prostata, gre ven in naredimo povezavo med mehurjem in sečnico, torej prav zašijemo na novo. Zato je pomembno, da ostane urinski kateter vsaj teden dni noter, zato da zavarujemo to šivno linijo, rečemo. Operacijo izvedemo lahko na več različnih načinov, robotsko, laparoskopsko, odprto. Razlika je v resnici v okrevanju. Tlele mogoče na tej slikci levo spodaj vidimo, se pravi na levi strani je prikazano, kako naredimo rez pri odprti metodi, torej kar orang rana, ne, skozi katero tisto tkivo odstranimo. Medtem ko z laparoskopsko in robotsko metodo vse naredimo skozi te luknjice, rečemo, ne, z enimi takimi posebnimi inštrumenti, paciente operiramo in grejo že čez par dni lahko domov. Pri obeh metodah je urinski kateter vstavljen še vsaj teden dni. Trenutno so v fazah raziskovanja še neke minimalne metode zdravljenja, pri samo seveda določeni skupini pacientov, ki imajo omejenega raka samo na en del žleze, lahko poskušamo odstraniti prav samo raka. To je nekako še vedno ni tako uveljavljeno in tudi v Sloveniji v bistvu tega še ne izvajamo. Problem je, kaj potem, ko se recimo rak stopnjuje, ko se razširi in tako naprej. Zdaj, cilj kirurgije je odstranitev tumorja v celoti, hkrati probamo ohraniti erektilno funkcijo, ohraniti sposobnost zadrževanja urina, znižati tveganje za ponovitev bolezni in se izogniti zapletu. Sliši se zelo preprosto, vendar v praksi je to kar težko, saj ob prostati zelo tesno potekajo žile in živci in se moramo zelo, zelo potruditi, da teh ne poškodujemo, če želimo ohraniti erekcijo in sposobnost zadrževanja urina. Ni pa vedno vse v rokah kirurga, včasih je bolezen preprosto taka, da že sam rak v bistvu uniči vse te žile in živce in preprosto pač to ni možno, če želimo odstraniti raka v celoti. Zdaj, če na hitro omenim še obsevanje. Obsevanje izvajamo z namenom ozdravitve, radikalno, lahko dopolnilno, reševalno, to je
obsevanje, ki ga izvajamo po operaciji, torej prostate ni več tam, ampak obsevamo tisto ložo, v kateri je prostata bila, ali pa paliativno, pri katerem lajšamo težave. Onkološki rezultat, torej uničenje raka, je enako pri radikalnem obsevanju in radikalni operaciji. Zato se v bistvu obrnemo mogoče malo na to tabelo s stranskimi učinki. Stranski učinki so različni pri radikalni operaciji in pri radikalnem obsevanju in zato v bistvu tudi pacientom predstavimo obe možnosti in se pač natančno pogovorimo, katera opcija bi bila za bolnika lažja. Pri napredovalih boleznih, torej boleznih, pri katerih so prisotni že zasevki, je zlati standard v bistvu kemična ali kirurška kastracija. Tlele sem dala kar slikce teh dveh gospodov, ki sta dobila Nobelovo nagrado, ločeno, za to odkritje. Huggins je v bistvu odkril vpliv androgenov, testosterona na samo prostato oziroma raka prostate, Shelley pa v bistvu, kako to lahko blokiramo. Če sta dobila Nobelovo nagrado, je že jasno, ne, da je to res nek dosežek oziroma da je neka stvar, ki bo spremenila potek zdravljenja in zares odtegnitev androgenov s temi različnimi zdravili. Uporabljamo že več kot 50 let, lahko kot monoterapijo, včasih je bila to monoterapija, torej samo to smo naredili pri razsejani bolezni. Sedaj lahko uporabljamo kot dodatek lokalnemu zdravljenju ali kombiniramo z drugimi oblikami zdravljenja. Dodatno sistemsko terapijo izvajamo pri bolnikih, ki imajo visoko tveganje za nadaljnji razsoj, ki imajo veliko breme bolezni, torej veliko zasevkov, ki pridejo k nam v zelo nekih napredovalih fazah. Dodatna sistemska terapija se izvaja na Onkološkem inštitutu in jo uvajajo internisti onkologi. Nekako pacienti pridejo do urologa, predstavljeni so na tistem multidisciplinarnem sestanku oziroma konziliju in iz tam grejo potem na Onkološki inštitut. Lahko kombiniramo tisto odtegnitev hormonov, ki sem jo prej omenila, z novejšimi hormonskimi agensi ali pa s kemoterapijo. Lahko uporabimo tudi tako imenovano trojno terapijo za tiste, ki imajo res veliko breme bolezni, torej damo res veliko nekih zdravil pacientom, na ta način probamo popolnoma blokirati raka prostate, vendar tudi ob tako intenzivni terapiji lahko pričakujemo tudi hude stranske učinke, zato je paciente potrebno dobro slediti, ponavadi se te kontrole izvajajo na Onkološkem inštitutu, tudi v čisto vnaprej že določenem protokolu. Tlele je pomembna podpora bolnikom, psihološka podpora, fizična podpora, razložimo jim, da morajo ostati aktivni, dodamo različne kalcijeve pripravke, vitamin D, poskušamo pacientom razložiti, da bolj, ko so aktivni, bolj, ko so še sami telovadijo, v bistvu na ta način tudi preprečujejo stranske učinke. Potem so pa še neke nove, dodatne oblike terapije za bolnike z napredovalo boleznijo, to so pa zdravljenje z lutecijem, radijem, to so pa v bistvu že neke take zelo prefinjene terapije, bom rekla, za točno izbrane bolnike, ki imajo prav neke receptorje izražene ali pa so recimo BRCA pozitivni in tako naprej. In to ni kar terapija, ki jo kar tako lahko predpišemo, ker tudi ni koristi od nje, če jo kar damo pacientom, ampak v bistvu take bolnike, to so bolniki, ki so v resnici ponavadi taki, da predhodna terapija ni učinkovala in se poskuša še s tistimi dodatnimi ukrepi, torej to ni nekaj, kar bi bilo koristno za vse. Zdaj, pacientom moramo pač slediti, tudi ne glede na to, kako se odločimo, kako se lotimo zdravljenja, ali je to aktivno opazovanje, ali je to operacija, radioterapija, ali so to neke razširjene oblike bolezni, vedno je pač potrebno neko sledenje. Sledimo zaradi možnosti ponovitve bolezni, po recimo radikalni operaciji, zaradi nadzora napredovanja bolezni, torej če imamo pacienta, ki ima raka prostate in 2 metastazi, vseeno se bojimo, da bi pač razvil še dodatne.
in sledimo pač pacientom zaradi morebitne potrebe po spremembi terapije, ne. Drugače nima smisla, če mislimo samo slediti, pa samo gledati, kako se stvar spreminja, to nima nobenega smisla, torej spremljamo takrat, ko mislimo, da bo kaj koristi od tega. Sledimo v bistvu s temi obdobnimi meritvami PSA, oceno funkcionalnih rezultatov, rešujemo kakšne morebitne zaplete, torej če pride do kakšne zožitve sečnice po operaciji in tako naprej, preprečujemo stranske učinke sistemske terapije. Torej, v bistvu je to nek zelo dober način, da tudi pacient ve, na koga naj se obrne, če pride do težav, in tudi pač mi vemo, kaj se s pacientom dogaja in lahko bolezen v primeru napredovanja ujamemo in zdravimo naprej. In evo še zadnji slajd. V bistvu zdaj za zaključek bom samo na hitro povzela, da sta benigna hiperplazija prostate in rak dve različni bolezni. Rak prostate je večinoma asimptomatski, torej bolezen, ki ne bo povzročala neke težave bolnikom in ga moramo poiskati, tako da zdaj, ko je glih november, mesec moškega zdravja, je fajn spodbuditi moške, da grejo v bistvu k osebnemu zdravniku, dajo kri za PSA in potem, če je potrebno, še naprej. Benigna hiperplazija prostate je pa prav tako bolezen, ki je lahko zelo moteča za moške in je tudi potrebno zdraviti. Ne pomeni pa, da če ima kdo težave z uriniranjem, ima raka. Velikost prostate ne pomeni večje tveganje za rak ali pa večje tveganje za težave, tako da naj se ne ustrašijo, ko vidijo mogoče neko vrednost velikosti prostate, in pa ni univerzalnega recepta za zdravljenje raka prostate, se pravi, vsako terapijo prilagodimo posamezniku, se s posameznikom pogovorimo in nato naprej odločimo, kako bomo stvari peljali naprej. No, evo, jaz sem zaključila, zdaj pa, če imate mogoče kakšna vprašanja, mislim, da jih kar napišete, v chat. Gospa Vekić, najlepša hvala za te številne zanimive in uporabne informacije. Vprašanj se je kar nekaj nabralo, nekaj je prišlo tudi po elektronski pošti in predlagam, da kar poiščeva odgovore. Zdaj, gospa Marija sprašuje, ali pogostost spolnih odnosov vpliva na obolenja prostate, predvsem manj pogosti ali redki odnosi? Ja, zdaj po enih študijah so v bistvu ugotovili, da vsaj 21 spolnih odnosov na mesec, kar je v bistvu precej veliko, kot vemo, naj bi v bistvu protektivno vplivalo na pojavnost raka prostate. Torej, tisti, ki imajo 21 spolnih odnosov na mesec ali več, imajo manjše tveganje za raka prostate. Zdaj, tako kot sem rekla, to ni v bistvu nič od teh metod ni še dejansko prav v nekih smernicah ali pa 100% potrjeno, da je to res, torej še vedno ne vemo, a je to zares tako, je to mogoče neko naključje, ki se je našlo med temi študijami. Skratka, po pameti. Ja. Tako, gospod Marko sprašuje glede vrednosti antigena PSA, in sicer ga zanima, do katere vrednosti smo lahko brez skrbi. Ali je vrednost okrog 1 ok in kaj naredimo, če je ta okrog 3 in več, ali so potrebne dodatne preiskave, da se ugotovi, če je zadeva kritična? Ja, zdaj vrednosti okrog 1 so skoraj vedno v redu, razen če pač ima kdorkoli kakšne težave s tem. Pri vrednosti okrog 1 in pri moških starejših od 50 let bi recimo čez 2 leti lahko mirno ponovili meritev PSA. Če so vrednosti okrog 3, je definitivno na mestu obisk urologa, samo iz tega naslova, da se opravi še digitorektalni pregled, torej potipamo prostato in pogledamo, ali se nam zdi karkoli sumljivega. Potem se pa pač naprej zmenimo, a bomo opravili kontrolo PSA. Pri vrednostih, tako kot sem rekla, med 3 pa 10 je v resnici na mestu ponoviti meritev še enkrat. Takrat, ko smo prepričani, da en dan prej ni bilo nobenega spolnega odnosa, kolesarjenja, vnetja in tako naprej. Tako da je fajn, da že ko pridejo pač pacienti k urologu, da imajo v bistvu že neke 2 vrednosti v razmaku nekaj tednov, recimo, tako da vemo, da ni bila tista prva vrednost, recimo 5, neka anomalija in se potem vrednost zniža, tako da
recimo nad 3 je tisto, ne, ko začnemo že malo gledati, kaj se dogaja in malo bolj redno spremljati. Bolj pozorni, ne? Ja. No, gospa Suzana sprašuje, zakaj je PSA včasih v krvi povišan ob prostatektomiji. Potem spodaj je napisala, da je bil primer 4,0, prej po operaciji pa 0,41. Vam to kaj pove, ki podatki? Ja, zdaj po prostatektomiji, se pravi, ko mi odstranimo žlezo v celoti, počakamo nekaj tednov in bi morala biti vrednost PSA 0. Torej, ne čisto nizka, nezaznavna. Ko so vrednosti še vedno visoke, lahko govorimo o nekem vztrajanju, persistenci PSA. Lahko nas pa že skrbi, da se je bolezen začela širiti. Sploh pa, če imamo prvo vrednost 0, nekaj in potem čez nekaj tednov vrednost 4. Brez prostate se to pač ne bi smelo dogajati, torej če je vrednost zrasla iz 0, nekaj na 4, nas že v bistvu začne skrbeti, da je pač v bistvu bolezen napredovala, kar ne pomeni, da so prisotne metastaze nujno, ampak lahko, da se je ponovila v sami loži odstranjene prostate. Ampak čisto vsi, ki so imeli prostatektomijo, v bistvu hodijo na kontrole k urologu in urologi to zelo čisto vedno pogledamo in tudi naši pacienti vejo, ko pridejo na kontrole, imajo vsi že tisti listek s PSA in takoj nam že dajo in smo tudi mi pol veseli, ko vidimo nizke vrednosti, če vidimo pa višje, pa se seveda pogovorimo, kaj to pomeni. Hvala lepa. No, gospod Goran sprašuje, ali je možno zmanjšati verjetnost za povečanje prostate brez zdravil? Uradno ne. Uradno je tako, da v bistvu vse ti neka prehranska dopolnila, neki dodatki, prav v naših teh smernicah, tudi ko sem rekla, ko res pregledajo natančno celotno literaturo in vse, kar je objavljeno, nekako je to praktično nemogoče, ne. Prostato lahko zmanjšamo z eno to skupino zdravil, a ne, sicer pa je zelo težko jo zmanjšati z nekimi naravnimi pripravki. No, gospa Vesna sprašuje, ali ima lahko njen oče raka prostate, tudi če nima povečanega PSA in če je izvid če je ultrazvok trebuha brez posebnosti. Moj oče ima namreč hude bolečine po celem telesu, sum na fibromialgijo in mu ničesar konkretnega ne odkrijejo, je zapisala. Zdaj tako, v primeru, da bi, ko rak prostate povzroča bolečino v kosteh, je to skoraj praviloma povezano z visokim PSA-jem. Torej, pri nekih nizkih vrednostih PSA, pod 3 recimo, pod 4, je v bistvu možnost za neke metastaze oziroma zasevke raka prostate zelo nizka, ne. Zdaj, to še ne pomeni, da nima raka prostate. Lahko, da ima raka prostate, ampak verjetnost, da ima zaradi tega raka prostate zasevke po telesu, ki povzročajo težave, v smislu bolečin v kosteh, je izredno majhna. No, gospod Antonijo sprašuje, ali mu lahko predlagate kakšne čaje oziroma druga naravna zdravila za povečano prostato. Kako je s temi naravnimi pripravki, ki jih lahko kupimo v lekarnah in ki se precej oglašujejo tudi? Ja, zdaj, mi uradno ne priporočamo čisto nič od tega, ne, ampak iz izkušenj vidimo, da kakšnim pacientom res zelo pomagajo kakšni pripravki. Tako da jaz mislim, da je pač tulele res po pameti, a ne. Če nekomu nekaj paše, če vidijo učinek, ko pijejo kak čaj, a ne, ja, seveda, dokler ne škoduje, a ne, seveda lahko koristi. Zdaj prav nekih uradnih smernic, priporočil, katere učinkovine naj bi pomagale, v bistvu nimamo. No, gospa Brankica piše vse pohvale za čudovito predavanje, tudi gospod Gordan pravi, da je bilo to odlično predavanje, prav tako se zahvaljuje gospa Alenka. Gospod Dragan pa še takole. Starostna skupina mladih za pregled po novem programu bo od 45 let navzgor ali nižje. Ko ste omenili, da se bo začelo izvajati po državi in se ne bi ukvarjali s pasivnimi rakastimi obolenji. A je boljša ultrazvočna preiskava v primerjavi s prsti, katera je bolj natančna, ter kako dolgo traja zdravljenje v povprečju glede na kombinacijo metod zdravljenja? Zahvaljujem se za odgovore in super predstavitev. Zdaj, takole,
nekako mislim, da bi v presejalnem programu začeli pri starosti 50 let z meritvijo PSA. Definitivno je boljša preiskava digitorektalni pregled in nato magnetna resonanca prostate. Sama ultrazvočna preiskava prostate nam za raka ne pomeni nič. Torej, v bistvu ultrazvok je fajn za kakšne druge stvari, za oceno stanja sečil, ampak ko iščemo raka, je v bistvu so tlele ključni PSA, digitorektalni pregled in po potrebi magnet prostate. Pa Mateja piše, da je bilo tudi. Ja, še nekaj je bilo, ne? Kako dolgo traja zdravljenje v povprečju glede na kombinacijo metod zdravljenja? Ja, zdaj takole je. Čakalne dobe so v bistvu kar dolge, ne? Recimo za te nekako manj agresivne oblike je tudi lahko pol leta čakalna doba za operacijo, sploh v Ljubljani, ne? Zdaj za druge bolnice natančno ne vem. Za tiste bolnike, ki imajo manj agresivnega raka, je to sprejemljivo in čisto v redu. Za tiste, ki imajo bolj agresivne oblike raka, ki vidim, da tlele eni že poznajo ta glison, rezultat, tisti, ki imajo visok glison, to je tisto malo bolj agresivna oblika in takrat jih probamo v bistvu čim prej operirati. Zdaj nekaj, v vsakem primeru po sami biopsiji prostate, ki nam dokaže raka, načeloma aktivno niti ne smemo zdraviti nekaj mesecev, dokler se ta lokalna reakcija ne umiri. Tako da par mesecev v vsakem primeru počakamo po sami biopsiji. Gospa Mateja piše, da je bilo super predavanje, kratko in jedrnato. Gospod Blaž pa sprašuje, ali je PSA lahko nizek ob postavitvi diagnoze raka na prostati? Ja, PSA je lahko nizek in je zato v bistvu zelo redko sicer, ampak ja, je lahko nizek. Takrat je v bistvu glavno diagnostično orodje v bistvu digitorektalni pregled. Takrat nekako upamo, da bomo raka zatipali. Zdaj prav zelo nizek, to je lahko, če se spomnite, sem tisto tabelico pokazala, koliko je verjetnost za raka prostate ob kateri vrednosti PSA. Torej, če je vrednost recimo pod 1, je možnost oziroma verjetnost, riziko za raka prostate nekih 5% recimo. Tako da to so, seveda je možno, ampak so pač to neke nizke vrednosti, nizke možnosti. Zdaj pa zato vedno kombiniramo PSA, digitorektalni pregled, nikoli ni samo eno ali pa samo drugo, ne. Z namenom. Gospa Teja sprašuje, ali ima pacient, ki ima rektokelo, kaj višje tveganje za raka prostate ali za katero drugo vrsto oziroma obliko raka? Za raka prostate načeloma ne. Zdaj za kakšne druge bi pa težko odgovorila, se mi zdi, da tudi ne, ampak nisem pa čisto prepričana. No, gospod Alojzij sprašuje, kolikšna je verjetnost, da bi po operativnem posegu na povečani prostati brez njene odstranitve prišlo do inkontinence? Tlele je zdaj pač ta verjetnost je odvisna od samega posega. Najbrž misli na TUR prostate, to je v bistvu predvidevam, ker je to ena taka zelo pogosto uporabljena metoda. Nekje mislim, da je pod 5%, zdaj čisto na pamet me ne za besedo držati, ampak je to spet odvisno od velikosti prostate, tudi od izkušenosti kirurga, ne. Nekako moramo vedno paziti, da ohranimo te mišice zapiralke, ki zapirajo izhod iz mehurja. Ko te poškodujemo, pride do tega uhajanja urina. Je pa pomembno tudi stanje samega sečnega mehurja pred operacijo, torej zelo dobro opredeliti, ali mehur in te mišice v redu držijo urin, ali je samo tista velika prostata stvar, ki blokira, ne. Ker potem, če pač je mehur švoh, če mišice ne delajo, ko mi enkrat prostato odstranimo, je v bistvu nič takega nimamo več, ko drži urin noter in urin uhaja. No, gospod Branko piše, da so mu marca letos diagnosticirali raka prostate, da je trenutno v fazi opazovanja, da se pa boji kirurškega posega zaradi anestezije. Ima namreč Parkinsonovo bolezen. Ali je možno podati oceno, koliko časa bi trajala radioterapija? Zdaj, kakor vidim, je to glison 7, 3+4, glison 4 je 10%. To je res neka ugodna oblika bolezni, a ne, in faza opazovanja je v bistvu v redu, ja. Ja, zdaj, če se
anestezija za operacijo raka prostate je v bistvu kar dolgotrajna, ne, približno neke 3 ure, sploh če poseg izvajamo robotsko, je pacient obrnjen na glavo, če si predstavljate pod kotom od 30 stopinj, ves ta čas, a ne, in je to lahko res škodljivo, za vse druge organske sisteme. Tako da, ja, zdaj, radioterapija, to je najboljše v bistvu omeniti urologu, pa bi pa pač on pogledal, ker jaz zdaj nimam čisto vseh natančnih podatkov, ki bi jih še rabila, a je to sploh, možno, ampak, tlele malo vpliva, ne, velikost prostate. Ta se izvaja pol v bistvu na Onkološkem inštitutu, večkrat pridejo na te terapije, in se tudi z radioterapevtom natančno, pogovorijo o dozi in obliki tega zdravljenja. Tako da definitivno bi rekla, da je to opcija, za tako obliko raka, kot ste tlele navedli, zdaj čisto vseh podrobnosti ne vem, ampak ja, bi bilo se fajn pogovoriti, z urologom o tem. Tako kot ste tudi večkrat omenili, ne, individualni pristop je Ja. pomemben tudi tukaj. No, gospod Blaž, ki je prej spraševal, ali je PSA lahko nizek ob postavitvi diagnoze raka na prostati, dodaja ob tem, da ima pacient klinične težave v smislu BHP. Verjetno ste to že odgovorili, zajeli, ne? Ja, zdaj, ja, pač tlele je treba opraviti pregled, digitalni pregled, oceno velikosti prostate, tlele bi pa potem mogoče še tiste dodatne preiskave, ne, izvajali, torej cistoskopijo in tako naprej. V vsakem primeru je treba pač obiskati urologa. No, gospod Tomaž je tudi malo razdrobil svoje vprašanje, če prav razumem, piše, da ima PSA 40, pregled z roko BP, velikost 2,5 kubičnih centimetrov, uriniranje curek v redu, ponoči več, ker pije, erekcija v redu, starost 84 let. Predvidevam, da ga zanima, kaj to pomeni za njegovo situacijo. Ja. Zdaj takole, pri, vrednosti PSA 40 je v bistvu možnost za raka prostate že precej velika in, tlele ga je treba zares, zares pač opredeliti, a je prisoten ali ni. To je zdaj odvisno tudi od, splošnega stanja pacienta, zdaj staro 84 let, to je tisto, če, se, omeni tista pričakovana življenjska doba, ne, če je pač gospod Tomaž fit, brez nekih hudih, drugih pridruženih bolezni, ki bi ga ogrožale, kakšne hude srčne bolezni, pljučne bolezni, predhodni raki, bi bil pa tudi kandidat v bistvu za neko, zdravljenje oziroma opazovanje, v vsakem primeru za pregled pri, urologu. Zdaj, to je pač, tlele je pa sploh, ne, taka situacija, da je treba res individualno prilagoditi oziroma, se naprej odločiti o pregledu, a ne. PSA bi pa v vsakem primeru malo spremljali, a ne, zdaj 40 je res, visoka vrednost. No, gospa Ana se zahvaljuje za super predstavitev in želi srečno še naprej. Gospod Danijel pa sprašuje, kateri so tisti najhujši zapleti po operaciji raka prostate. Prav tako pravi, da je bilo predavanje super. Zdaj takole, po operaciji v bistvu, najhujši zapleti so seveda vedno krvavitev, do katere lahko pride takoj po operaciji, načeloma v prvih nekaj dneh. To se pač vedno ravna tako, da smo, pozorni, da res, zapremo vse te žile, iz katerih, pacient lahko izkrvavi. Potem je, razpad tiste anastomoze, se pravi te povezave med, med samim sečnim mehurjem in sečnico, ko prostato odstranimo in zašijemo skupaj, sečnico in mehur, te šivi lahko popukajo, lahko pride do uhajanja urina in, je potem potrebno to še enkrat na novo zašiti oziroma popraviti, kar je v bistvu tehnično precej zahtevno. Lahko pride do infekta, lahko pride do krvavitve v samem sečnem mehurju. Dolgoročno so pa v bistvu za moške najhujše posledice erektilna disfunkcija, torej erekcije niso več tako, kot so včasih bile, in uhajanje urina. Pri teh dveh je mogoče pomembno omeniti, da, so za to odgovorni živci, pri katerih naredimo kar nekaj škode s samo operacijo. In te rabijo nekaj časa, da se pač popravijo, bom rekla, tako da, vsaj 1 leto počakamo pri tem, da ocenjujemo stopnjo kontinence, torej sposobnost zadrževanja urina in tudi erekcij. Tako da, to, da
stvar ne funkcionira tako, kot bi mogla po sami operaciji, še ni konec cele zgodbe in lahko, da se bo pač popravilo. No, gospod Alojzik je postavil vprašanje o uhajanju urina po operaciji, piše na inkontinenco, piše, da misli na operacijo, s katero se izboljša pretok urina pri povečani prostati. Ja, sam teh operacij je zelo velika, ne. Zdaj, verjetno mislite na tisto, pri kateri ne režemo tako bi rekla, ker je ta najbolj pogosta. Ampak ja, pač nekih 5% možnosti recimo, da bi lahko prišlo do pojava tega uhajanja urina. Gospoda Jana zanima, ali se morda že ve, kaj so glavni vzroki za nastanek raka prostate? Žal ne. Tlele je tisto, kar bi v bistvu vsi radi ugotovili in preprečili in potem te vzroke odpravili. V resnici ne vemo, zakaj do raka prostate pride. Vemo, da pač se starostjo ta možnost za pojav raka poveča, zaradi pač teh hormonskih sprememb, ki naravno pridejo. Tako da ne, žal ne, tudi po literaturi to se res ogromno raziskuje, ne. Tako kot sem rekla, drugi najpogostejši rak pri moških po svetu in pri nas in si lahko mislite, da pač cel svet želi vedeti, zakaj do tega pride. Tako da mogoče bo spet ena Nobelova nagrada, kdo to ugotovi. No, gospod Alojzij še piše, da mu urolog predlaga dnevno samokaterizacijo, njemu se ne zdi nujno potrebna. Sprašuje, ali je zastajanje urina res škodljivo in ga zanima vaše mnenje. Zdaj, zastajanje urina je lahko škodljivo takrat, ko trpijo ledvice, takrat, ko trpi sečni mehur. Če si predstavljate, je sečni mehur obkrožen z eno mišico, ki pač, ko se stisne, izpraznimo sečni mehur. Takrat, ko mehurja ne moremo sprazniti, urin zastaja. Zdaj, te zastanki so lahko minimalni, lahko nekih 20, 30, 50 mililitrov, lahko so pa že precej veliki, 300, 500, pol litra, ne. Eni ljudje imajo lahko pol litra v sečnem mehurju, če si predstavljate, in ne morejo polulati. Te zastanki so pa že taki, da nas preprosto pač skrbi. Takrat, tako kot sem rekla, lahko že ledvice trpijo. Tako da, ja, definitivno zdaj, če so zastanki zelo veliki, bi se strinjala mogoče res s samokateterizacijo oziroma z vstavitvijo urinskega katetra in iskanju pač neke dolgoročne rešitve. Če so zastanki majhni, je pa še čas za počakati, ne. Ampak v vsakem primeru je treba pač spremljati, koliko je teh zastankov in kako vplivajo na ledvično funkcijo. No, dve vprašanji sem dobila tudi po elektronski pošti, in sicer gospod Miha piše, da je star 72 let in ima težave s povečano prostato, ampak zdravnik pravi, da ni nič nevarnega. Skrbi pa ga, ker imata težave tudi oba sinova. Prvi je star 40, drugi 45 let in ga zanima, ali so te težave torej dedne. Ja, načeloma so ugotovili, da je povezava, ne, med temi težavami s povečano prostato, da pač imajo malo večjo možnost ljudje, ki imajo v družini že povečano prostato. Zdaj pa, če so sinovi že toliko mladi, nimajo težave, bi v vsakem primeru rabili pregled pri urologu, ker načeloma pri 40-ih prostata še ni tako povečana, da bo povzročala neke hujše težave z odvajanjem vode. Kako pa je, kaj lahko pomeni kri v spermi? Kri v spermi? Gospa Simona, tako. Ja, kri v spermi je večinoma, bom tako rekla, večinoma ni nič nevarnega. To pomeni, da večinoma poči ena mala kapilarca, tako rekoč, ob teh izvodilih iz prostate in se pojavi pač kri v spermi, nato čez nekaj dni mogoče še malo rjavkasto obarvana sperma, ker pač še vedno prihajajo tisti ostanki krvi, a ne. Zdaj, če se to zgodi enkrat, samo od sebe mine, ob tem pacient nima nič težav in tudi nič drugega, ne, kar bi ga skrbelo, bi mogoče vseeno čez nekaj tednov vzel kri za PSA in pač pol se na podlagi tega naprej raziskovalo. Če se pa ta stvar ponavlja, je pa v vsakem primeru na mestu napotitev k urologu in naprej pač fajn raziskati, ne, kaj se dogaja. Gospod Vekič, odgovorili smo na vsa vprašanja in uspešno pripeljali do konca še eno zanimivo izobraževanje. Pohval, kot sami vidite, in zahval je veliko.
Verjamem, da so naše drage gledalke in gledalci dobili odgovore, ki so jih iskali. Če pa vas slučajno zanima še karkoli o tej tematiki, lahko informacije poiščete v tej seriji posnetkov z naslovom Mala šola raka prostate, ki sem jih omenila že na začetku, pa tudi v številnih člankih objavljenih na spletni strani www.viva.si. Seveda do vsega lahko dostopate brezplačno, samo registrirajte se in nas spremljajte. Še enkrat hvala današnji predavateljici, da je z nami delila svoje znanje in svoj dragocen čas. Iskrena hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste se nam pridružili. Lep večer in mirno noč vam želim. Srečno.